Pozdravljeni! Iz ljubljanskega studia 142 takle imamo. Ruska vojaška obveščevalna služba GRU trdi, da Američani na meji z Iranom kopičijo čedalje več vojakov in opreme. Vse aktivnosti kažejo na intenzivne priprave za morebitno kopensko in zračno operacijo proti tej državi. Ameriška mornariška navzočnost v Perzijskem zalivu je številčno podobna tisti tik pred napadom na Irak. Bojna skupina letalonosilke Stennis je napotena v Perzijski zaliv, kjer se bo pridružila podobni skupini postavljeni okoli letalonosilke Dwight D. Eisenhower. Na območje so poslani tudi protiraketni sistemi Patriot. Po ruskih informacijah Pentagon še ni sprejel končne odločitve o napadu. Po govoricah je največja možnost za napad med 4. in 6. aprilom. Cilj operacij naj ne bi bili le jedrski objekti, temveč tudi vsi pomembnejši vojaški položaji in obrambno ministrstvo. Se bo napad v resnici zgodil? Možnost je velika, še posebej po odstopu poveljnika CENTCOM-a, generala Fallona, ki je bil znotraj vojaških krogov eden izmed najuglednejših nasprotnikov neokonzervativnih imperialnih planov. Direktor CIA Michael Hayden se je postavil na stran, ki trdi, da Iran aktivno deluje pri raziskavah za izdelavo jedrskega orožja. Direktor sicer ne zna razložiti, zakaj. Njegovo prepričanje je trdno, čeprav temu nasprotuje skupno poročilo vseh ameriških obveščevalnih agencij, kjer je zapisano, da vsaj od leta 2003 Iran ne razmišlja več o razvoju jedrskega orožja. Protislovno je, da se direktor s poročilom strinja in da podpira njegove ugotovitve. Michael Hayden o jedrskem programu pravi sledeče. Personally, yes. All right. It's hard for me to explain, and this is not court of law stuff. This is in terms of beyond all reasonable doubt. This is Mike Hayden looking at the body of evidence. Okay. Why would the Iranians be willing to pay the international tariff they appear to be willing to pay for what they're doing now if they did not have, at a minimum, they did not have a desire to keep the option open to develop a nuclear weapon, and perhaps even more so that they've already decided to do that. Po drugi strani obstaja v ameriški politiki tudi bolj pragmatična opcija, ki zagovarja pogovore kot sredstvo prepričevanja. V to skupino ljudi spada 5 bivših državnih sekretarjev iz obeh taborov ameriškega političnega prostora. Mednje spadajo Powell, Baker, Kissinger, Christopher in Albrightova. Poleg poziva k dialogu z Iranom si strani trenutne administracije želijo tudi zaprtje Guantanama in povrnitve ugleda ZDA kot države, ki je steber svobode in človekovih pravic. The Republican presidential candidate, I can't emphasize this enough, he's running for president. He's running for president, even though 3 times in the last 24 hours he has said Iran is training Al-Qaeda terrorists and sending them to Iraq. As this rare video worsts from Amman Jordan shows, even Senator Joe Lieberman realized McCain was making a fool of himself. Well, it's common knowledge and has been reported in the media that Al-Qaeda is going back into Iran and receiving training and are coming back into Iraq from Iran. That's well known, and it's unfortunate. You said that the Iranians were training Al-Qaeda. I'm sorry, the Iranians are training extremists, not Al-Qaeda. Če senator Lieberman pozna razliko med Al-Kaido in šiitskimi milicami v Iraku, pa to ne pomeni, da se sam ni poslužil podobnih laži ali polresnic. Nekoč je zagovarjal program izgradnje podmornic razreda Virginia v vrednosti $81 milijard z argumentom, da bodo najboljše orožje proti Al-Kaidi. Izrael bo v tem tednu gostitelj NATO-ve pomorske vaje, ki se bo dogajala pred Haifo. 6 NATO-vih fregat pod poveljstvom turškega admirala bo sodelovalo z izraelskimi raketnimi čolni. Po besedah izraelskih predstavnikov bo to okrepilo vezi med mornaricami v morebitnem napadu na Iran. Izrael je delegiral svojega predstavnika v pomorski štab NATO v Neaplju. Prvič v zgodovini. Jej! V Iraku so se boji med vladnimi silami oziroma brigadami Badr in vojsko Mehdi, lojalno verskemu voditelju Sadru, prekinili. Glavni pogajalec med šiitskimi milicami je bil Qasem Soleimani, brigadir elitnih enot iranske republikanske garde Quds. Torej, vodja enot, ki jih Američani obtožujejo podpiranja terorizma oziroma boja za svobodo v Iraku.
Sulejmani je na seznamu ljudi, ki jih Američani proglašajo za teroriste ali ljudi, ki se ukvarjajo s širjenjem jedrskega orožja in raketne tehnologije. Z njim ne sme poslovati noben državljan ZDA, njegovo premoženje pa je zamrznjeno. Ob uvodu in samem dogajanju na zasedanju NATO v Bukarešti je prišlo na dan nekaj retoričnih in logičnih biserov. Predsednik ZDA je izjavil, da načrtovani protiraketni ščit ni grožnja Rusiji, ker ima ta dovolj orožja, da ga povsem zasiči. Hkrati je ljudem tega dela sveta razložil, da lahko projektili letijo tudi v smeri severa, ne le zahoda. Obrambni sekretar in zunanja sekretarka ZDA sta Rusiji ponudila nadzor nad protiraketnim sistemom na Poljskem in Češkem. Po najnovejši raziskavi Izraelske centralne banke je 60% ljudi, ki v Izraelu živijo pod pragom revščine, izraelskih Arabcev ali ortodoksnih Židov. Ta dva segmenta izraelske družbe sta dolgoročno obsojena na ekonomsko smrt. Ugodnim gospodarskim kazalcem navkljub so arabski sodržavljani izločeni iz ekonomskega življenja, v zadnjem desetletju možnost kakršnikoli zaposlitve za njih samo upada. Ker so blogi čedalje močnejše orodje in orožje informiranja, je bilo za poveljstvo ameriške vojske za specialno bojevanje pripravljeno poročilo za operacije na tej fronti. Glavni razmisleki so šli v smeru kupovanja avtorjev, napadov na njihove bloge in celo spreminjanja delov tekstov, da bi uglednim blogerjem uničili ugled. V resnici koncept ni nov, saj gre za idejo, ki je bila preizkušena že na ostalih elektronskih medijih v času od začetka vojne v Iraku. 81-letni ameriški katoliški duhovnik je bil aretiran, ker v nakupovalnem središču ni upošteval ukazov varnostnikov. Kaj je storil? Ženo je sedel na kavi, ko mu je varnostno osebje ukazalo, naj zapusti nakupovalni center ali pa prekrije protivojna sporočila. Na sebi je imel majico z napisom Smrt in dovolj, ki je bila grafično opremljena z nekaj krvavimi packami in referencami na žrtve vojne v Iraku. Ker tega ni storil, so ga posadili na invalidski voziček in ga predali policiji. Obtožen je kršenja privatne lastnine in upiranja aretaciji. Privatna lastnina je sveta tudi takrat, ko javna ne obstaja. Iz ljubljanskega studia 142, nasvidenje.